Dravske elektrarne smo kot investitor, predstavnik investitorja, tisti, ki se čutimo dolžni, da podamo seveda tudi svoj pogled na izgradnjo, da podamo svoj tisti začetni iniciatorski udarec ali pa, če rečemo, stik z vami, predstavniki sedme sile, ki ga bomo seveda nadaljevali tudi z ostalimi. Namreč, naša komunikacija za izgradnjo črpalne hidroelektrarne Kozjak, z daljnovodno povezavo od ČHE Kozjak do RTP Maribor, poteka že vse tam od leta 2006. Komunikacija je bila zelo plodna, bila je zelo temeljita, na vse zadnje to dokazuje mnoštvo določenih dogodkov, ki smo jih storili in ki mislim, da tudi predložene v današnjih medijih. Vendar ne bi želeli, da se zadeva izjalovi ali zapelje v smeri, kot danes to deluje. Namreč, v skladu z državnim prostorskim načrtom in javno razgrnitvijo je danes čas, ko se pričakuje od vseh prebivalcev, vse zainteresirane skupnosti, da se posedujejo pripombe. Pripombe so se posedovali od 23.6. in seveda je zdaj na nas, da tudi mi, ne samo Ministrstvo za okolje in prostor, podamo na te pripombe, na te sugestije primerne študije, da predložimo primerne rešitve in da najdemo skupaj tisto, če rečemo, družbeno, socialno, ekološko sprejemljivo varianto, ki bo lahko umestila takšen objekt v prostor. Eden izmed vaših kolegov me je pred kratkim vprašal, ali smo pripravljeni na to, da se objekta ne bo dalo umestiti v prostor. Na to nismo pripravljeni, saj če bi za takšno tezo šli v projekt, bi seveda to pomenilo, da nismo resni investitorji. Mi smo prepričani, da je naše znanje, obvladovanje vsega omrežja panoge energetike ob pomoči strokovnjakov, tako z okoljevarstvenega, kot če rečemo tudi prenosnega omrežja, lahko tvori en skupek sprejemljive rešitve. Zavedamo se, da v Sloveniji že dolgo ni bil postavljeno dobena daljnovodna povezava z 400 kV napetostjo in tega ne jemljemo kot izziv, kako to doseči, ampak enostavno kot stvarno potrebo tako države, regije, kot dravske elektrarne. Zakaj potreba? Predstavljate si, da pomeni izgradnjo črpalne hidroelektrarne Kozjak, investicijsko vrednostno gledano, ekvivalent dvokratniku poprečne kompletne investicijskega potencijala mesta Maribor. Podatek je vzet za poprečje let 2004 do 2005, ki so vstopni na medmrežjo. Da govorimo o višini investicije, ki bo zagotovila na letnem nivoju 4 leta 2800 letnih bruto plač. Da govorimo o investiciji, ki bo postavila dravskim elektrarnam ponosu slovenske energetike že 90 leti, ponovno mesto, da se dokažemo tam, kjer smo najboljši. Da omogočimo našemu kadru, ki danes šteje v povprečju 54 let, tisto pomlajevanje in tisti obstoj, ki jaz mislim, da ga mi tukaj potrebujemo. Prosil bi, da ne pozabimo, da se nahajamo v regiji, kjer smo imeli največje gigante industrije, tudi hidrotehnološko gledano, govorimo o hidromontaži, govorimo o metalni, pa tudi težke industrije nasploh. Govorimo o mestu, ki je veljalo v nekdanji Socialistični federativni republiki Jugoslaviji kot največje industrijsko mesto. Kaj je iz njega nastalo, se vsi zavedamo. Energetika je tukaj. Zadnjič je en iz vaših kolegov lepo napisal, da vsega kriv 173-metrski padec med Dravogradom in Forminom. Morda res, vendar to ni krivec. Jaz mislim, da je to priložnost. In mi si želimo, da najdemo tukaj vez povezovanja med vami, zainteresirano javnostjo, župani, predstavniki lokalnih skupnosti, predvsem vas prebivalci. Mi predlaganega državnega prostorskega načrta ne jemljemo kot gotovo dejstvo. Mi ga tudi ne vsiljujemo. Mi se želimo v skupnem dialogu pogovoriti, poiskati rešitev, vse smo prepričani, da ta rešitev obstaja. Moramo se zavedati, da seveda je ekologija in objekti natur in vsega skupaj pogoj, ki ga moramo upoštevati in ga bomo upoštevali. Vendar želeli bi malo tudi pri vseh zbuditi eno noto odgovornosti, kaj pa pomeni 860 gigavatnih ur letno proizvedene količine električne energije, najkakovostnejše, kot je plan proizvodnje črpalne hidroelektrarne Kozjak. Morda se na prvo besedo sliši to malo. Dajmo pa stvar obrniti drugače. Dajmo stvar pregledati, kaj to pomeni v primerjavi z gozdom. Mi predvidevamo po tej trasi, ki je danes začrtana, da bo na žalost potrebno posekati 15 hektarjev gozda. Tega se zavedamo. Vendar, in tu bi vas želel opozoriti,
Da pa to pomeni goloseka za letno proizvodnjo 860 GWh električne energije iz lesa, 3435 hektarjev gozda, goloseka, ali letnega prirasta v višini 138 461 hektarjev. Energijo rabimo, vsi se zavedamo. Jaz sem naprej opravičujem, danes smo v prostorih Dravskih elektrarn, kjer v tem trenutku poteka prenova ogrevanja in prezračevanja, je toplo. Če ni elektrike, bi bilo še bolj toplo. Nadalje se moramo tudi zavedati, da predstavlja elektrika pridobljena iz črpalnih hidroelektrarn Kozjak optimalno izrabo nočnih viškov v bodočem bloku 6 v Šoštanju ter ostale pasovne energije, kjer pasovni proizvajalci po noči ne morejo prekiniti proizvodnje, kot je lahko mi, ampak enostavno tudi takrat, ko mi energije ne potrebujemo, proizvajajo. In pomeni časovni zamik tiste energije v trenutek, ko mi najbolj potrebujemo. Če primerjamo 860 GWh, na primer smo vzeli termoelektrarno Trbovlje, koliko ton toplogrednih plinov CO2 moramo za to izpustiti, da proizvedemo 860 GWh, ugotovimo, da je podati 360 tisoč ton CO2 letno. Ali za 8% povečanje slovenskega deleža CO2 toplogrednih plinov, kar je povsem nasprotno vsemi smernicami. Če pa damo to v denar in se zavedamo, da je postavljen pogoj Evropske unije, da cena kuponov toplogrednih plinov ne bo znašala manj kot 40 evrov za tono, pomeni to 14,4 milijona evrov letno stroška. Glede, prej sem že malo omenil o višini investicije, o višini potencialnih zaposlitev. Dejstvo je, da regija, v kateri se nahajamo, tak projekt zasluži. Dejstvo je, da smo Dravske elektrarne generator tistega razvoja slovenske energetike, ki si lahko drznemo povedati, da smo, če ne že zgradili, bili vse glavni ali večinski kreatorji marsikatere zgodbe energetike v tej državi.